Na ovalni stezi v Petišovcih pri Lendavi je bila na sporedu prva dirka državnega prvenstva Slovenije v spidveju. Na povsem novi progi Samota Sumbawa v Indoneziji je Tim Gajser prišel do nove zmage na dirki svetovnega prvenstva v motokrosu. AMZS Center kartinga in motošporta v Slovenji vasi je gostil tretjo dirko sezone državnega prvenstva v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Člani AMD Štefan Kovač Murska Sobota so v Mačkovcih pripravili četrto dirko sezone državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Državno prvenstvo Slovenije v spidveju se je s prvo dirko sezone začelo na progi v Petišovcih. V vlogi organizatorja so bili člani spidvej tima Lendava. Preizkušnja je ob slovenskem štela tudi za prvenstvo Madžarske. Mednarodne dirke pa so se ob 4 Slovencih in 5 Madžarih udeležili še 2 Argentinca ter po 1 Bolgar in Avstralec. Slovenski vozniki Matic Ivačič, Nik Škorja, Miran Praznik in Anže Grmek so v prvih vožnjah prevladovali ter tekmece suvereno premagovali. Za popestritev dogajanja sta poskrbela mlada voznika na 250 kubičnih motorjih. Slovenski Sven Cerjak je bil v 3 vožnjah boljši od madžarskega sovrstnika Zoltana Lovaša. Začetka je bilo dobro, pa proga ratala malo težka. Ampak ja, bilo v redu. Mladi up spidveja, ki se kali v Krškem, ima jasno začrtane cilje. Naprej tekmovati, pa napredovati, ne? Najprej, da bi prišel do državnega prvenstva, pa naprej. V bitki za čim boljša mesta v državnem prvenstvu Slovenije so odločale malenkosti med slovenskimi vozniki. Pri tem je imel največji hendikep branilec naslova državnega prvaka. Spal sem sam 4 ure, pustil nas je avto na cedilu. Sigurno zmatran se čutim, zdaj pa ne bom izgovoril iskal, da je pa to posledica slabe dirke. V rednem delu je Ivačič sicer zbral največ točk, a odločala je finalna vožnja. Dirka je bila dobra, enostavno naredil sem majhno napako v finalu in zdaj je to izkoristil. Vesel sem, da sem drugi, da sem pripeljal dirko do konca. Občutki so vrhunski, moja prva zmaga nasploh v članski konkurenci in res neverjetno. Grmek se je v finale uvrstil šele po uspešno opravljeni dodatni vožnji. Na začetku mi je kazalo solidno, sicer nisem bil najhitrejši, ampak pol v finalni vožnji mi je nekako uspel štart in sem držal prvo mesto do konca. Na 3. mesto se je uvrstil Nik Škorja. Trojka Grmek Ivačič Škorja bo zastopala Slovenijo na polfinalu Pokala narodov v spidveju, ki bo 28. julija na Danskem. Dvanajsta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Indoneziji. Vozniki so se prvič merili na povsem novi progi Samota Sumbawa. Zahtevni pogoji, visoka temperatura zraka in visoka vsebnost vlage Tima Gajserja niso zmotili. Že v sobotnih kvalifikacijah se je izkazal in zanesljivo osvojil prvo mesto. Nedeljsko prvo vožnjo je začel imenitno. Na prvo merilno točko je pripeljal prvi in nato to mesto zelo suvereno ter rutinirano zadržal do cilja. Tekmeci mu preprosto niso bili kos. Štart druge vožnje se Gajserju ni posrečil, kot si je želel. Na prvem merilnem mestu je malce zaostal za najhitrejšimi, a se je zelo hitro zbral in prevzel pobudo. Romain Fevre mu je v hrbet gledal že v drugem, Jorge Prado pa v 3. krogu. Pot do zmage 80. v posameznih vožnjah na dirkah svetovnega prvenstva
nato ni bila več ogrožena. Še drugič je suvereno prvi prečkal ciljno črto. First moto I took a whole shot and the race was almost perfect, but second one I have to work for it, I didn't have a whole shot. I started around fourth, but then I make some nice passes and came in the lead, make a comfortable lead and control the race until the end, so I'm super happy. V skupnem seštevku točkovanja za svetovno prvenstvo je Gajser po 8. zmagi v sezoni prepričljivo prvi in ima pred drugo uvrščenim Jorgejem Pradom 7 dirk pred koncem sezone 125 točk prednosti. V razredu MX2 je bila konkurenca močno okrnjena. Vozila je le 15-terica, med katero ni bilo Jana Pancerja, ki je dirko v Indoneziji preskočil zaradi visokih stroškov povezanih z udeležbo na drugem koncu sveta za njegovo moštvo. Obe vožnji je dobil Tom Vial, ki je tako prevzel tudi rdečo številko vodilnega v skupnem seštevku. Pred Jagom Gercom ima 4 točke prednosti. Pancer jih ima skupaj 162 in je še vedno skupno 12. AMZS Center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi je gostil tretjo dirko sezone državnega prvenstva v mini cestno hitrostnem motociklizmu. V julijski pripeki so jo pripravili člani AMD Ptuj. Seveda je to bil za nas tudi en od izzivov. Mislim, da smo dobro speljali. Seveda v pomoči direktorja dirke in vseh ostalih soudeležencev. Tako da mislim, da smo lahko zadovoljni z današnjo prireditvijo. Tekmovalci so dosledno spoštovali navodila organizatorjev. Po pisti se ne vijuga, se ne spreminja smeri 15krat. Moram pohvaliti voznike, ki so izredno disciplinirani, izredno točni, brez, tako bom rekel po domače, brez debat. Tudi zato je tekmovanje potekalo hitro in tekoče. V razredu Minimoto Open se tokrat Jan Poropat ni pustil ugnati Tadeju Maverju Guštinu. Dirka je bila zelo vroča, razmere so kar zahtevne, smo dali vse od sebe. Imeli smo malo težav glede štarta, smo pridobili, uspeli prihiteti in osvojili zmago. Drugi je bil Maver Guštin, tretji pa Andraž Osenk-Drčar, ki na progi za vodilnima ni veliko zaostal. V razredu Mini GP je v obeh vožnjah zelo suvereno nastopil Tijan Krševan, ki je priznal, da ni bilo lahko. Razmere so bile, je bilo zelo vroče, težko sem zdržal po takih vročinah. Moj motor se mi je zdel kar uredi, da je šel kar hitro. Dirke se je lotil z jasnim ciljem. Na štarti sem čim prej hotel in uviz, da pol dirke se lahko vozim sam. V ozadju je potekal ogorčen boj za drugo mesto, ki ga je na koncu dobil Nejo Habjan, tretji pa je bil Nejc Petrič. Petrič je izvrstno vozil tudi v razredu Minimoto Otroci 2. Brata Taj in Tim Komel sta ga še posebej prvo vožnjo vztrajno lovila, a nista bila uspešna. Konkurenca je bila kar velika, tako da so se pa vse pričeli. In ja, upajmo, da bomo tako nadaljevali to sezono. Petrič je slavil skupno zmago, Komela pa sta na zmagovalnem odru pristala na stopničkah 2 in 3. V razredu Minimoto Otroci 1 je prevladoval Nik Podpečan-Vehovec, ki se je spomnil tudi prejšnje dirke, ki je potekala v mokrem vremenu. V Krškem glede dežja je ful drsel. Tle mi pa sam bolance imam, resno. Na mestih 2 in 3 sta se zvrstila Jakob Štiftar in Liam Ostrožnik. Vozniki v Supermotu so se merili v pokalnem prvenstvu. V zanimivih in napetih vožnjah je tokrat največ pokazal Samo Murovec. Konkurenca je bila dobra, prvo mi je uspel dober štart in sem lahko kontroliral dirko in je šel vse lepo skozi. V drugo je bil štart malo slabši, pol sem imel mogoče kakšno mehno priložnost, ampak ni ratalo iti mimo
Fabricio ampak še zmeraj dober rezultat v drugo in prva skupna zmaga zame, kar sem zelo vesel. Drugo mesto skupno je osvojil vodilni v skupnem seštevku Fabricio Valenta, tretji pa je bil Matija Srnel. V razredu skuter je tokrat tekmoval samo Andrej Zalović-Filipič. Vozil je le eno vožnjo in si prislužil 25 točk za državno prvenstvo. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Proga v Mačkovcih je bila prizorišče 4. dirke državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Stezo so pripravili člani AMD Štefan Kovač, ki so v organizacijo preizkušnje vložili veliko truda. Borili smo se z vročino, tako organizatorje, kakor tudi dirkače. Bilo je kar naporno, tada vsaka čas moram res pohvaliti organizatorja, v toti vročini, toliko zalivanja tega, da vse to bilo, da ni bilo tako praha, ko bi bilo lahko še več. Dirka bila v redu, organizatorji kapa dol. V veteranskih kategorijah 40 in 50 so tekmovali skupaj. V obeh razredih sta slavila avstrijska veterana. V mlajšem Kristof Lakner, v starejšem pa Werner Lakner. Leon Ferš in Simon Laurin sta pri mlajših veteranih zasedla skupno drugo in tretje mesto. Pri starejših pa je drugo mesto osvojil Bogomir Gajser. Prva vožnja je bila malo lažje, zato ker še bilo zjutraj, še ni bilo tako vroče, pa tak, ampak druga vožnja je bila res peklensko, ko je bilo ravno, ko smo štartali ob 3, to mislim, da je ravno najslabše, ko je žgalo. Ampak, hvala Bogu, mislim, da nobene poškodbe ni bilo, kar je najbolj važno. Proga je, lahko povemo, da je varna. Z tem sistemom, ko smo ga tudi uvedli pri teh tekmovanjih državnega prvenstva, se je to tudi sedaj dokazalo že drugo leto, da dejansko kontrolorji, ki pregledajo proge, ki svetujejo, na kak način pripraviti proge, se je to potrdilo, da je to prava pot. Jaz svojim izkupičem sem zelo zadovoljen, da sem to sploh zdržal danes. Pri starejših veteranih je bil tretji madžarski voznik Oto Varšanji. V razredu MX65 je prevladoval Aleks Novak, ki je suvereno dobil obe vožnji. Delo mu je malce olajšal Taj Vidovič, ki je bil v prvi vožnji diskvalificiran zaradi nedovoljene pomoči na progi. Skupno drugo mesto na dirki je osvojil romunski voznik Mark Šoke Eros. Tretji pa je bil Taj Goleš. Mladi upi motokrosa, ki vozijo na motorjih s prostornino do 50 kubičnih centimetrov, so vozili v pokalnem prvenstvu Slovenije. Najboljši je bil Matic Maček, ki je v obeh vožnjah prvi prečkal ciljno črto in zanesljivo dobil dirko. Vsi na progi so pokazali zvrhano mero poguma, zato so bili tudi na podelitvenem prostoru zelo zadovoljni. Ob Mačku sta na zmagovalnih stopničkah stala še hrvaški voznik David Dorčić na drugem in srbski tekmovalec Viktor Kolno-Okov na tretjem mestu. Razred MX85 je postregel z napetima in izenačenima vožnjama. Dejansko so o končni razvrstitvi odločale malenkosti. Na koncu je v seštevku obeh voženj največ točk zbral Lukas Osek, in sicer 43. Le eno manj je imel na drugem mestu Miha Vrh. Skupno tretji pa je bil s 40 točkami iz dveh voženj madžarski voznik Aron Katona. V kategoriji motorjev s prostornino do 125 kubičnih centimetrov je tokrat največ pokazal Tilen Demšič. V prvi vožnji sem res od štarta pa do cilja si nabral veliko prednosti, da sem lahko kontroliral skozi celotno dirko. In v prvo sem se res počutil močnega in sem res prišel skozi cilj brez napake. Žan Oven, do dirke v Mačkovcih nepremagljiv v tem razredu na domačih dirkah, je v drugo napadal, a Demšiča ni zmogel prehiteti. Potem po 15 minuti smo z Žanom Ovnom imela nekak bližnji stik. Oba sva nažalost padla na tla, ampak k sreči ni bilo dobenemu nič.
se je hitro pobrala in nadaljevala vožnjo do cilja. Ob prvem Demšiču in drugem ovnu je na zmagovalnem odru tokrat stal še Luka Kranjc. Razreda MX2 in MX Open sta vozila skupaj. V šibkejšem je Luka Milec vnovič demonstriral odlično pripravljenost ter se je suvereno zavihtel na prvo mesto. Sam dan je bil zelo težek, boril sem se s to vročino, ker pogoji so res težki, ti poletni. Ampak na koncu smo uspeli narediti to, kar smo v bistvu prišli, tako da smo zadovoljni, pa gremo domov. Povratnik po poškodbi na slovenske motokros steze je s prvim delom sezone zadovoljen. Zdaj z dvignjeno glavo, z veseljem odhajam na ta poletni odmor, da se malo odpočijem, da malo dodatno potreniram, pa da se potem vrnem za drugi del. Drugo mesto skupno na dirki je pripadlo Galu Hauptmannu, tretji pa je bil avstrijski voznik Michael Lakner. V odprtem razredu je največ pozornosti pritegnil Jan Pancar, ki je v obeh vožnjah demonstriral izvrstno pripravljenost. S tekmo sem zadovoljen, dvakrat zmaga, še posebej sem zadovoljen z drugo vožnjo, sem res dobil dober feeling, tudi sama proga je bila še malo bolj polita in je bil res dober grip, tako da sem zelo zadovoljen. Peter Irt, ki sicer vodi v skupnem seštevku točkovanja za državno prvenstvo, je v obeh vožnjah v cilj pripeljal na drugem mestu. Dvakrat tretji in tretji tudi na zmagovalnem odru pa je bil Miha Bubnič. V nedeljo 17. julija bo na Vranskem v AMZS centru varne vožnje potekala tretja dirka državnega prvenstva Slovenije v kartingu.